Hiša na Floridi je zajel požar, preiskovalci pa se sprašujejo, ali je šlo za nesrečo ali je bil požar podtaknjen. V redu, kaj se dogaja? Ste se preprosto zbudili ob požaru? Okoli polnoči sem slišal nekaj ropotanja. Moj sin je psihotičen in ima halucinacije. Kar preiskovalci niso vedeli, je bilo to, da je bil ta požar šele začetek. Kot je razložil, je še vedno v preiskavi. Zato tega nisem storil. Ne bo zažgal lastno hišo, če nima zavarovanja. Neumno. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sam Elizabeth Milner. Šerifovi pomočniki so imeli osumljenca obkroženega prav tam, a je bil en problem. Brez zadostne podlage za aretacijo so ga morali izpustiti. Kar se je zgodilo na to, preiskovalci pravijo, da se je vrnil na kraj dogodka, da bi dokončal, kar je začel. Je 7. april 2026. Nahajamo se v mestu Floral City na Floridi. Le nekaj minut po polnoči se šerifovi pomočniki šerifovega urada okrožja Citrus odzovejo na požar. Tukaj na številki 652 javljajo, da je osumljenec pravkar odpeljal po cesti v belem GMC-ju Sierra. Šampanjec. In kar naprej, naj pridejo gasilci, pridite gor. Ste videli, kam je šel, kdo, kaj, kdaj, kje? Je to vaša hiša? No. Ni bilo tovornjaka, Ni bilo tovornjaka, ki bi pravkar odšel. Ne, nisem videl ničesar, kar bi pravkar odšlo. Slišal sem ljudi, ki so kričali in to je to. In potem vse tisto razumem. Ne veš, kdo tam živi, niti približno nisem vedel, kdo tam živi. To je hiša, kjer je vedno drama. Hiša, kjer je vedno drama, ja, razumem. Mislim, razen tega. To slišiš ves čas. In če tam zunaj ni belega tovornjaka. Ja, Potem je odšel. in vzel je bil, viš kakšen tovornjak, podtovornjak. Ja, mislim, da sem ga verjetno srečal, ko sem prihajal z Ujse Popcorn. Skoraj takoj so šerifovi namestniki ugotovili, da ta požar ni bil nesreča. Zdaj iščejo osebo, ki so jo nazadnje videli v belem poltovornjaku. Ste videli še enega belega Sierra? Ja, sem ga srečal, odhajal je ravno tam pri mostu, ko sem jaz prihajal. Most? Ja, proti mostu tukaj. V redu. Tako daleč, kako dolgo? Moral sem samo ustaviti in počakati na gasilski avto in vse. Ja, moj bratranc mi je poklical 7:4, misle, da je bilo. Slišalo se je, kot da je bila moja hiša. No, pravkar sem se ustavil z drugim posameznikom v belem Sierri in rekel je, da je enega prehitel. Rekel je, da gre proti Trails End. Eden od sosedov se je pripeljal in rekel, da je prehitel še en bel GMC Sierra, ki je šla južno po Trails End proti, a pa južno po Ujse Popcorn proti Trails End. In kaj si videl? Rekel si, da si prišel domov pred 30 minutami nazaj na dovoz, imam kres na sprednjem dvorišču. In še enkrat sem pogledal, mislim, da sem samo šel noter in ji povedal o tem. Rekel sem, poslušaj, zbudi se, zunaj je ogenj. Ja, rekel mi je, da je 5 deklet. Prišel sem nazaj ven, zaklical sem za tipom, ker je bil tovornjak tam. Vstal je in prehajal okoli vogala, prikolice in je rekel, moj bog, moja hiša gori. Ne najdem svojega telefona, skočil je v tovornjak in je izgledal, kot da išče telefon. In potem je bila sprednja veranda. A ste ga videli hoditi ali kaj podobnega? Ja, zelo hiter je stekel nazaj ven. Hej! Ne vem, kam je šel. Kaj je to? Gasilci prihajajo? Ja. So... Pozdravljeni. Torej, razložite mi to enkrat. Še enkrat. Gospod, njegovi starši živijo tam čez? Povej mi še enkrat, kako je bilo. Pripeljal sem se. Sprednja veranda je bila v ognju. Povedal sem mi za to. Potem sem prišel ven in še enkrat pogledal. In zaklical sem za njim. Prišel je izza vogala pri zadnjem delu prikolice. Moj bog, moja hiša gori. Rekel sem, ja, tvoja hiša gori. Je kdo noter? In sedel se je v avto in rekel, ne najdem svojega telefona. Usedel se je v tovornjak, ga zapeljal vzvratno, ker so se plameni približevali vhodni verandi. Odpeljal je iz dovoza in se odpeljal po cesti. Njegovi starši so bili za njim. Samo to je rekel, moj bog, moja hiša gori. To je rekel, ja, ni omenil imen, ni rekel nič o psu ali hiši. Ni rekel, da je težava s hišo ali da zveni kot karkoli od sranja, ki so ga doživeli z ognjem. Samo medlev sem.
Si omedlala. Je prišel sem. To je kar dobra predstava. Ravno je odšel. Tukaj ste, hej, premaknimo se dol, ker v tisti hiši pokajo na boj. O bog! Hej, fantje, ste kaj videli ali ne? Gospod. Slišal sem nekaj pokov in sem si rekel, stopil sem ven, da preverim, če se je kateri od naših tovornjakov zaletel. Potem pa sem videl žar, zato sem prišel sem dol, da vidim, kaj se dogaja. V redu. Vem samo to, kar so povedali vam. Temple, rekli so nekaj o tem, da je izgovoril njegovo ime, sedajo v svoj tovornjak in se odpeljal. Ne veš ničesar o tem tipu. Razen tega, da povzroča težave in ustvarja Kaj si rekel? Gospa, kaj ste pravkar rekli? Slišala sem, da je njegov brat prišel ven pa rekel, kaj? In zakričal nanj ter rekel, kaj si naredil? Kdo je njegov brat? Ali njegov brat živi za njim? Za njim, z njegovo mamo. Ja, njegova mama. Njegova mama je bila v redu. No, v resnici, ja, ker je prikolica v tej smeri, je za njimi, ampak on je zraven. Ja, to je poleg. D, njeno ime je D. V redu. Živijo zraven. In njen sin živi z njo, njen drugi sin živi z njo in slišala sem ga, kako je kričal nanj, kaj si naredil. To je vse. To je pa to. A veste, kako mu je ime? Kaj je? Ne? V redu smo. Erik bo tukaj kmalu. Želim si, da bi se z njim pogovarjal. Veš kaj? Želim si, da bi vedela. Kako mu je ime? Veš, kako mu je ime? Billy. Ne vem, ja, kje je luč? Torej, ali je vstal, ali je rekel, da je on zanetil požar ali kaj takega? Nimam problema. Nisi ga slišal reči, o moj bog. Pravkar sem zažgal svojo hišo. Rekel je, ej moj bog, moja hiša gori. To je vse, kar je rekel. Moj bog, moja hiša. Gori. In potem je samo sedel v svoj avto ali tovornjak in odšel. To me ne briga za tistega tipa. Ampak šel je k svojim staršem, ki živijo zraven. In potem od tam, ne vem, maj so mu rekli, verjetno so mu rekli, naj gre in se je razjezil. Med začetno preiskavo so policisti večkrat slišali ime William. Kasneje so potrdili, da je domnevni požigalec William Larson starejši. Lahko na hitro govorim z vami, gospa. V redu. Kaj se dogaja? Ste se pravkar zbudili o požaru? Slišala sem nekaj ropotanja okoli 12. ure. Moj sin je psihotičen in ima halucinacije. In njegova družina je morala iti v DC, v CASA, on pa ni pri zdravi pameti, ima halucinacije. In ob 5 mi je rekel, da je nekdo na njegovi strehi. Rekel je, da je bila njegova bivša žena ali bivše dekle ali karkoli že na strehi. Verjemi mi, razen če je zgradil stopnice, ona ne pride na nobeno streho. V glavi ni čisto pri sebi, to je kot sodni primer. Kako mu je ime? William Michael Larson. William Michael Larson. On je v belem GMC poltovornjaku, ki je registriran name, ker ga ni mogel registrirati nase. Je tako tisti ali je starejši? Mislim, da je letnik 2014. In odpeljal se je približno kdaj? Kako vam je ime? Antoneta Larson. Imel sem živčni zlom, zato se zdaj začnem tresti. V redu. 1846 palcev. To je Chevy 1500 iz leta 2014. Bel GMC s 4 vrati. Govorim z materjo osebe. Svetujem mu naj uporabi GMC iz leta 2014, bel poltovornjak s 4 vrati in ona bo registrirana lastnica. Torej, ali vemo, kako je prišlo do požara? Naredil je to s kanistrom za gorivo. Videla ga je pred nekaj dnevi na bencinski črpalki. Tistega jutra, ko sem bila tam, je točil gorivo. Polnil je kanistre za gorivo. Redu. Ampak nameraval je zažgati hišo z njim v njej. Je to rekel? Ja, večkrat. Kdaj si to rekel? Danes ali? Ne danes. Danes nisem ničesar pričakoval. V redu. Torej pravi, da bo zažgal hišo skupaj s sabo v njej in... Polnil je veliko stvari z bencinom. In poskušal je, da bi... Je rekel to. Ali je kaj naredil? Celo prodajalcu po telefonu je rekel, da bi si lahko kar sam kaj naredil. Pogovarjam se z mamo. Pravijo, da je v zadnjem času haluciniral. In pravi, sežgal bom hišo skupaj s sabo, sam jo bom zažgal. In prejšnji četrtek ga je ena od gospa tam videla na bencinski črpalki, kako polni kanistre za gorivo. Brat je rekel, da je, ko je odšel tukaj, mislil, da je videl kanistre za gorivo na kesonu njegovega tovornjaka. Moral bi imeti tudi elektronsko nadzorno zapestnico na gležnju. Res? Ne vem, rekli so, da ga je verjetno odrezal. Rekel je, da si ga bo snel. Kar nadaljuj. Moramo mu sporočiti vse dobre stvari ali karkoli že, moramo biti pripravljeni, če se vrne. Ja, ker mislim, da zdaj popolnoma znori.
Očitno. Vem, da je policist Payne že govoril z vami, samo poskušam slišati. On je psihotičen in... Njegovo ime je Billy, ne? No, mi ga kličemo Billy. Njegovo pravo ime je William. V redu, torej imel je halucinacije in podobno, mislil je, da so ljudje na njegovem dvorišču in da mu želijo škodovati in podobno, tako da... Danes zjutraj je šel na sodišče, veš? In dobil je preložitev in podobno, ker je psihotičen. Preložitev tiste zadeve zaradi nasilja v družini, ki ga je imel pred nekaj dnevi. V redu, ali pa ne obratno. Ampak imel je halucinacije, ni bil sam sebi podoben. V redu? Koliko časa že ni? Bil čist pri sebi. Lahko ugibaš, ni treba, da je točen čas. Morda približno en mesec, nekaj takega. V redu, približno. Je pravi, jaz prav. In potem je danes govoril z menoj, kaj sem. Ko je takšen, ga je strah, grozanje, 3-krat je poskušal narediti samomor. V redu, morali so ga oživljati. Enkrat jih je rešil, enkrat so ga ujeli in so morali narediti tisto, da so ga oživili. Vzel je celo stekleničko svojih tablet, v redu, zdaj te spremljam. In vzel je vso tisto psihiatrično zdravilo, protibolečinske tablete in še nekaj drugega. Oživili so ga, v redu. Torej, očitno ima neke duševne težave, ne? Zelo hudo je bilo zadnje čase, še nikoli ga nisem videl tako slabo, ne? Ampak je bil tudi pozitiven na kokain, to zadnje, in na oksikodon. V redu. V redu, ker na zadnje, ko grem, je bilo vse ostalo njegova punca. V redu, in potem mu je DCF oduzel tudi otroke. Torej, v redu, doživlja nekaj stresa. Verjetno ima več težav z duševnim zdravjem, kot jih lahko prenese, in potem so bile halucinacije neverjetne. Torej, kaj misliš, kaj je sprožilo ali začelo vse skupaj? Kaj ga je pripeljalo do tega, ali je sam zažgal svojo hišo, ali se je zgodilo kaj drugega? So mu rekli, ampak on tega ni storil. Sem ti rekel... Rekel je obema Pavlu, ampak ona ni potem, ko me večinoma. Rekel je, ali te je poklical po telefonu, da bi rekel, da nisem. Bil je na dvorišču, ko mi je povedal. Bil sem tukaj zgoraj. On pa je bil na dvorišču in mi je rekel, da mora to narediti. V redu, medtem ko hiša gori? Ja. V redu, on tega ni storil. Ne, ampak je rekel, da je že prej rekel, da bo zažgal hišo, medtem ko bo v njej. Rekel je, da so tam duhovi in da so glasovi, ki mu govorijo, naj kaj naredi. V redu. V redu, karkoli se že dogaja v njegovi glavi. A mi je to rekel? To mi govori ves čas. V redu. Pravi, da mu glasovi govorijo, naj počne stvari. V redu. Pravkar sem povozil. Prišli bomo do tega. Tega ne bomo spregledali. Hej, imam dovolj, da to izpeljem. A ne, zagotovo. Če sem rekel, če ga najdete, mora to zagotovo narediti. Je rekel, če je kdo to naredil, kakšno ime, ali pa ti je rekel, da ni. Rekel, naprimer, samo odšel je. V redu, prav. Kaj pa vi, gospod? Ali vam je kaj rekel? Ko sem prišel ven, je bil sprednji veranži v plamenih. Front je začel hoditi proti cevi in rekel sem, kaj za vraga si naredil, Billy? Rekel sem, svoj lastni dom si zažgal. In on mi reče, kaj pa te briga? In to je bilo to. Moram reči, da ni zanikal. A ne? Bi pa rekel, da je to naredil. V redu. Ampak to je vse, kar je rekel. Si ti oč. Jaz sem njena druga polovica. V redu. Zaročenka Beyoncé. V redu. Super. V redu. Tik pred 1 zjutraj šerifovi namestniki najdejo Williama pred bencinsko črpalko 7-Eleven. V redu. Čakaj. Zapri vrata. Zapri vrata. Nisem naredil ničesar. Kaj sem naredil? V redu. Kaj se dogaja? Ne segaj. Zdaj te bom pretipal. V redu. Položi roke na avto. Kaj? Položi roke na avto. Nisem naredil ničesar. V redu. Imaš kaj pri sebi? Nisem vedel. Nisem ničesar naredil. Mislim, da je nekdo... On je to dal nazaj tja. Ura je 10:12. Ustavi se. Kaž. Kaj se je zgodilo? Torej, kaj se je zgodilo pri hiši? Jaz sem bila. Poslušal sem glasbo. In kar naenkrat. To je to, poskušamo ugotoviti. Kaj se je zgodilo s tvojimi rokami? Moral sem iz njo do 10.
Kaj se je zgodilo? Poslušal sem glasbo. Kar naenkrat. Začel sem videti močno. Nenadoma sem začela gledati močno svetlobo. Ostanite v vozilu, samo. Samo. Sam preverjam, da sem. Delam. Kaj za vraga se dogaja? To poskušamo ugotoviti. Zato nadaljuj z razlago. Kakorkoli, poslušal sem glasbo. Naenkrat sem pri zadnjih vratih zagledal svetlobo. Ogenj. In to je vse. Bilo je zunaj. Tako da ne vem, kaj se je dogajalo. Prej sem poklical. Ob kateri uri je bilo? Ne vem, sem na telefonu. Prepričan sem. Jazz. Poklical sem. Yes. Prej sem poklical, da je bil njegov. A to, v moji hiši. V redu. Se spomniš, sem govoril. S tabo? To nisem bila jaz. Kakorkoli, prej sem klical, nekdo se je zafakal z mano. V redu. In nisem hotel imeti težav. Zato sem poklical. V redu. In pol mislim, da je bila to oseba, ki... Mati mojega otroka. Tako sem sklepal, da je po konc, ampak naj bi tja prišel policist, če kaj potrebuje. V redu. Torej, jaz in... Kaj je narobe z ognjem? Nimam pojma. Bil sem, poslušal sem glasbo z njim in nenadoma resno mislim. Torej nimaš pojma in si se preprosto odločil oditi, medtem ko je tvoja hiša v plamenih. To poskušamo ugotoviti, človek. Kaj hočeš, da naredim? Naj sam čakam na gasilce. Moja mama je bila, to je njena lastnina, tako da je to samo moja hiša. Torej tam živiš? Ja. Ajde. Nisem, ne, ni tako, da sem... Res? V redu. Najbolj jasno. Jaz bežim. Ne vemo. Mislim, pripelazimo te sem, namesto da bi bil doma. Naj to hitro razložim. Imam elektronska zapestnica na gležnju, zato če bi bežal. Prav. Imam? Ja. Ja, ne, točno to imam, nisem tekel. Torej imaš elektronsko zapestnico na gležnju. Ali sploh smeš biti zunaj tako pozno? Ja, prekletstvo. V redu. Kaj? Pravzaprav se dobim s svojim sinom. Svoj sin prihaja sem? Ja, Junior, ja, moj sin. Klical sem svojega sina, da pokliče mojo mamo. Torej nimaš pojma, kako se je požar začel? Nimam pojma. Res nimam. Prisežem. Nimam pojma. Res nimam. Poslušal sem glasbo. Razumem, kaj mi govorite, ampak pravite, da ste videli požar. Razumem. Začelo je postajati svetlo. Poskušal sem. Tako hudo je izginila. Ne vem, nisem bil tam spodaj. Skušal sem ga pogasiti. Vzel sem vedro in poskušal. Potisnil sem stvar skozi okno. Bila je neka stvar, ki sem jo potisnil. Poskušal sem jo spraviti ven. Zdaj, medtem ko Williamova mama pravi, da je prej doživljal psihotično epizodo, William vztraja, da nima pojma, kako se je požar začel. Hodil sem noter in ven, ker sem poskušal vzeti nekaj stvari. In sem ga dobil. Moral sem ga dobiti. Poskušal sem rešiti svoj 55-palčni televizor, to. To je bilo vse zdomljeno. To je bilo vse, kar sem imel. Se že prej poklical in povedal, da me nekdo zafrkava. Bil sem v paniki in zaskrbljen. Kdaj ste poklical? In svojega telefona. Še vedno je bilo svetlo, mislim, da ob 5, mislim, da ob 6. Kdaj ste prvič videli, da se je začel požar? Ok, zdaj ura. Ena ura? Mislim, da je pravkar odbila 12. mogoče. Ne vem. Kaj za vraga se vi spravljate name? Ker poskušamo ugotoviti, kaj za vraga se dogaja. Yes. No, sliši se, kot da bežim. No, mislim, prejeli smo klic o požaru. Ja. In potem smo prejeli klic, da ga je morda nekdo zanetil. Jezus Kristus. Če bi bežal, se mi to zagotovo ne bi zgodilo. In zagotovo ne bežim. Ne bežim. Kaj je tvoja elektronska zapestnica? Ja. To ne bi, sem pač neumen. Sem samo moj sin. Zato sem pravzaprav prišel sem gor. Kje živi tvoj sin? To je William. William, kako se napiše tvoj priimek? Marfan, L-A-R-S-A-V-M. Kateri je tvoj datum rojstva? 2.27.89. Redo je, pozabno žigalnik. To je v redu. Kje, si ga dal nazaj v tovornjak? Ja. Sam počakaj za zdaj. Če si ga dal nazaj v tovornjak, sam počakaj za zdaj. Ko ugotovimo, kaj se sploh dogaja. Nimam ničesar, verjetno bom kar šel. Nimam nobenega orožja ali kaj podobnega. Tako misliš? Ker zadnjič, zato, ja, je zato? Zato nas je toliko. Imamo za karkoli utemeljen sum.
Čez. Lahko pokličeš bišopa. Pokliči bišopa. Čez. Ne vem, ali ga imamo. Tudi jaz ne vem, če obstajajo kakšni kriteriji ali kaj podobnega. Postavil sem vprašanja. Ne želi si škodovati. Ne želiš škodovati nikomur drugemu. Ne zdi se, da bi imel kakšne psihične težave. Rekel je, da nima prividov, ne sliši glasov. Pravi, da se od zadnjega srečanja z nami drži stran od težav. Pravi, da je zapanikiral, ko je videl, da se je začel požar. Poskušal ga je pogasiti, ugotovil, da ga ne more pogasiti in je preprosto odšel. Točno to pravim. Imaš telefon pri sebi? Ne, v mojem avtu. Pokličva hiter bišopa, da vidimo, kaj počne. Tvoj del za nogo večji. Verjetno smo ga vzeli z Taurusa. Previdno. Tudi jaz sem šel po enega. Vi ste mislili, da bežim? Ne. Samo ravnamo po informacijah, ki smo jih dobili. Ja, tisto, kaj. Kaj vse se govori? To poskušam zdaj ugotoviti. Na mojem položaju sem preiskal veliko požarov. In ne govorim o kakšni dokazi so tam, ampak ena od stvari, na katero smo pozorni, ni samo prisotnost bencinske posode, ampak tudi madež okoli nje. Okoli nje je mavrično obarvan madež od bencina, kar kaže na to, da je bil bencin polit in na to prižgan. Prav. In imam občutek, glede na to, kar slišim, da se je to morda zgodilo. In to ne? To se ne zgodi, če prižgeš samo bencinsko posodo. To se zgodi, če ga izliješ in potem prižgeš. Prav, samo poskušam ti dati pošteno priložnost, preden grem. Ali obstaja možnost, da si morda polil nekaj bencina in ga po nesreči prižgal? Ne, ker bi pol čevlji zagorel. Ne, nujno, no, na to sem ciljal. Kaj pa izjave, ki si jih dal v zadnjem tednu ali dveh o tem, da bi zažgal hišo znotraj, da bi dobil denar? Dobiti denar? Ja. Ja, imaš... Imaš zavarovanje za hišo? Ni. Zakaj bi ga imel? Kaj si daj? Tako je to Vredo, torej. Poleg tega imam tisto stvar in poskušam. Resno? To je moja mama. V redu. Jenny? Dobro. Nisem zažgal, sem ti povedal, kaj je. Vse sem ti povedal. Rekel sem, da je bil nekdo drug v hiši. Razumem. Reci besedo. Brat se pripravlja. Ja, pripravljam se, da vas pokličem. Ampak veš, tudi njegova hiša je danes zjutraj pogorela. Kdaj je njegova hiša pogorela? Več leti. Ja, nekaj tazga. Začel sem z zažigalnikom. Moj nečak. Ne, to ni bilo tisto, kar je začelo. Kot da je on... Kot je razložil, zadeva še vedno preiskujejo. Vedaj, jaz tega nisem storil. Svoje hiše ne bi zažgal, če ne bi imel zavarovanja. A ni to neumno? Ja, zagotovo bi bilo. To bi bilo res jebeno neumno. In tam se živel. Nikoli ne bi naredil kaj tazga. Imaš ta čas. Ne vem. Kako je tvoja srajca? Raztrgana. Kako se ti je srajca raztrgala? Tvoja srajca? Raztrgana je, star. Zdaj pa pride preobrat v zgodbi. Po poročilu o primeru, citiram, 2 predstavnika urada za požare, požige in eksplozive, ki delujeta pod državnim gasilskim inšpektorjem Floride, sta prispela na kraj dogodka približno ob 04:00 uri. Takrat sta začela preiskavo s pomočjo službenega psa, usposobljenega za zaznavanje pospeševalcev gorenja, uporabljenih pri požigih. Ta preiskava ni prinesla nobenih novih ali oprijemljivih informacij, ki bi podpirale domnevo, da je bil požar posledica požiga. Zato je bilo ugotovljeno, da bo za določitev izvora in načina nastanka požara potrebna nadaljnja laboratorijska analiza vzorcev zbranih na kraju dogodka. Kraj sem zapustila približno ob 05:30 uri.
Ob mojem odhodu sta oba predstavnika urada za požare, požige in eksplozive ostala na kraju dogodka. Približno 45 minut kasneje je bil šerifov urad ponovno poklican na še en požar v bližini istega naslova. Tokrat pa so bili obveščeni tudi, da je bila ena oseba zabodena. Po poročilu šerifovega urada je bila žrtev Brian, dolgoletni fant Williamove mame Antoinette. V prijavi je zapisano, citiram: "Poskušala sem najti žrtev, vendar se zaradi močne vročine požara nisem mogla približati. Po radijski zvezi sem sporočila, da imamo enega moškega na tleh v bližini požara, vendar ga zaradi prevelike vročine nisem mogla doseči. Stopila sem v stik z osebami na kraju dogodka in jih usmerila stran od hiše. Požar se je še naprej širil, pri čemer sta bila zajeta 2 vozila in več propanskih jeklenk. Osebju sem naročila, naj se umaknejo, in začela sem evakuirati sosednje hiše zaradi nevarnosti požara. Prek radijske zveze sem obvestila enote na poti, da se žrtev zabodanja nahaja na strani Alfa Bravo hiše, vendar ga zaradi požara nismo mogli doseči. Preiskovalci pravijo, da je Brian umrl na kraju dogodka. Spomnite se, da je William prej rekel, da nikakor ni mogel namerno zanetiti požara v svojem domu, vendar so tokrat preiskovalci prepričani, da je on odgovoren za to. Toda zakaj je bil Brian zaboden? Posnetek nadzorne kamere očitno odgovarja na to vprašanje. Po poročilu o incidentu je posnetek pokazal osebo, ki je približno ob 6:11 zjutraj nosila majhno posodo za gorivo v bližini lope. Na posnetku je bilo videti, kako William prižge ogenj, nekaj sekund kasneje pa se Brian približa območju. Posnetek je pokazal, da se je William po začetnem požaru vrnil na prizorišče in so ga opazili, kako je nekaj vrgel proti tovornjaku. Na posnetku je bilo nato videti, kako William hodi za Brianom, medtem ko je Brian poskušal pogasiti ogenj. Nato so opazili, da se je William žrtvi približal od zadaj in jo zabodel. Žrtev je nato padla na tla, Brian pa se je približal in jo večkrat zabodel. Iskalna akcija za Williamom Larsonom starejšim je bila že v teku. Našli so ga še isti dan, še vedno v mestu Floral City. Bil je pridržan, kjer se je soočil z obtožbami, vključno s požigom in umorom prve stopnje s predhodnim premišljevanjem. 27. aprila je bil William Larson obtožen s strani velike porote. Vložena je bila obtožnica za kazniva dejanja, vključno z umorom prve stopnje, s predhodnim premišljevanjem, poseganjem v elektronsko nadzorno napravo in napadom na policista ali drugo uradno osebo. William Larson starejši je v priporu brez možnosti varščine. Spletni zapisi kažejo, da je njegova naslednja obravnava na sodišču predvidena za avgust. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi Inside the Crime. Jaz sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.